v SDS-u vlagamo ustavno presojo zakona o zdravstveni dejavnosti in neke obrazložitve ob tem. Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. septembra 2017 sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je nato stopil v veljavo 17. decembra 2017. V postopku sprejemanja je zdravniška zbornica in tudi drugi zbornica, ki bi sploh morala biti aktivno vključena v vsako spremembo zakona, in drugi zainteresirani opozarjali na njegovo neskladnost z Ustavo Republike Slovenije, pa tudi z evropskim pravnim redom. Na ta neskladja je pri predlogu zakona opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Kljub nasprotovanju stroke opozicije negativnemu mnenju Zakonodajno-pravne službe je bil škodljivi zakon, tako lahko rečem, za zdravstveno dejavnost sprejet. Po uveljavitvi je bila sicer sprožena referendumska pobuda, ki pa ni uspela, ker seveda tak predlog zahteva dobro organizacijo. Poleg tega je pa zelo težko razložiti na kratko, za kakšne neumnosti in nelogičnosti gre v zakonu. V SDS-u smo vedeli, da se z ministrico Milojko Kolar Celarc ne bo dalo popraviti zakona, ker je seveda kljub nasprotovanju stroke in izvajalcev, ki so seveda ključni, da sistem deluje, vztrajala pri slabih rešitvah. Kot veste, smo zaradi njenega škodljivega dela dvakrat proti njej vložili interpelacijo, ki pa zaradi podpore predsednika vlade Mira Cerarja in njegove koalicije ni uspela. Škoda pa je velika, s posledicami se dnevno srečujemo, zakon oziroma učinki slabijo in rušijo kolikor toliko delujoč sistem. Priča smo odpovednim zdravnikom, dodatne težave zaposlovanja zdravnikov, vračanjem koncesij in odhodom zdravnikov v zasebništvo ali v tujino. Ko smo dobili novo vlado, smo v zakonu povprašali ministra Fakina in pričakovali popravke, vsaj teh res najbolj škodljivih določil. V kratkem obdobju, ko je bil minister, se ni zgodilo nič. Aktualni minister Šabeder nam je pred časom predstavil načrt aktivnosti ministrstva in tudi v tem načrtu ni predvidenih kakršnihkoli sprememb in popravkov v zakonu o zdravstveni dejavnosti. Zato smo se v poslanski skupini SDS skupaj z Novo Slovenijo odločili, da vložimo zahtevo za ustavno presojo, saj smo prepričani, da so določila zakona o zdravstveni dejavnosti v nasprotju s slovensko ustavo in zakonodajo Evropske unije. Gre za zahtevno besedilo, kot je zahteven tudi zakon, ki je bil v vseh teh letih že večkrat noveliran. Zato je bilo v času sprejema zakona tudi več predlogov, da se zakon napiše praktično na novo, a je ta predlog naletel na gluha ušesa. Tako zakon o zdravstveni dejavnosti, kot tudi zakon o pacientovih pravicah, ki je bil prav tako sprejet v času ministrice Milojke Kolar Celarc in ga je podprla koalicija strank SMC, SD in Desus, slabita sistem in sta povzročila veliko težav. Oba zakona poslabšujeta dostopnost storitev za bolnike. Spremembe zakonodaje so zdravstvo še bolj zbirokratizirale in ker ni organizacijskih sprememb v delovanju zdravstva, ker ni vključevanja vseh deležnikov in izvajalcev, se čakalne dobe še naprej podaljšujejo. Zakon o zdravstveni dejavnosti je kriv za zmanjšanje stanja v primarnem zdravstvu, saj omejuje mlade zdravnike specialiste, ki kljub pridobitvi zdravniške licence ne morejo odpreti zasebnih praks. Namreč zakon je določil, da morajo po zaključku specializacije imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj na primarni ravni in 5 let na sekundarni in terciarni ravni ali terciarni. Po pomanjkanju zdravnikov je to neresna zahteva, s katero še podaljšujemo čas, ko lahko zdravnik začne z delom. Zaradi kaznovalne politike se zdravniki ne odločajo za specializacijo iz družinske medicine, kjer je manko zdravnikov največji. V še bolj neenak položaj postavlja koncesionarje napram javnim zavodom. Tu ponovno vidimo nastrojenost proti zasebnikom, čeprav po evropski zakonodaji za opredelitev narave določene dejavnosti ni pomembna narava izvajalca dejavnosti, torej ali gre za javni ali zasebni subjekt, pač pa način, na katerega se dejavnost izvaja. In tu naletimo na večno dilemo levih vlad, ki koncesionarje ne jemlje kot del javne mreže, ter dilemo med gospodarsko in negospodarsko dejavnostjo.
Stališče Evropske unije je, da kadar bolnišnice in drugi izvajalci zdravstvenih storitev te storitve opravljajo proti plačilu, ki ga prejmejo lahko neposredno od pacienta ali pa iz drugih virov, se na splošno šteje, da opravljajo gospodarsko dejavnost. Ministrica Kolarjeva pa je izumila nov izraz, da se javna služba izvaja kot negospodarska storitev splošnega pomena, kar ni določeno z nobenim zakonom in slovenski pravni red tega pojma ne pozna. Koncesije se z omejevanjem na določeno dobo ukinjajo. Novih koncesij se od ministrovanja Milojke Kolar Celarc več ne razpisuje, čeprav bi tam, kjer ni dovolj zdravnikov na deloviščih in s tem se sooča veliko zdravstvenih zavodov, zdravstvenih domov, morali razpisati koncesije, pa jih ne, saj zdravstveni dom potrebuje soglasje občine in Ministrstva za zdravje, ta pa koncesij več ne dovoljuje. To predstavlja težave tudi za javne zavode, saj do izteka prehodnega obdobja niso uspeli zaposliti tako imenovanih odgovornih nosilcev za vse vrste zdravstvene dejavnosti, ki jo izvajajo. Manjka pediatrov, ortodontov in mnogih drugih specialnosti. S tem zakonom je povsem zavrta zasebna pobuda, saj nihče, tudi če bi se koncesije podeljevale, pa kot sem rekla, se sploh ne bo šel v začetno investicijo v višini 100 000 evrov. Če želi koncesionar ostati konkurenčen, mora neprestano obnavljati medicinsko opremo in vlagati finančna sredstva, zato bodo počasi delali le še v dejavnostih, kjer imajo pretežno samoplačnike. Takih anomalij je še več v zakonu in, kot sem rekla, so nanjo opozorili tako Zdravniška zbornica Slovenije, Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, Mladi zdravniki in mnogi drugi. Poleg tega se je ministrstvo v zakonu o zdravstveni dejavnosti naložilo veliko obveznosti, ki jih ni izpolnilo in s tem še bolj otežkoča delovanje sistema. Zapisali so, da bodo predpisali pogoje glede prostorov in opreme, sprejeli seznam vseh vrst zdravstvenih dejavnosti. Za mnoge predpise, ki bi morali biti sprejeti, pa sploh ni določeno, kdo jih bo pripravil in v kakšnem roku. Tudi na to so opozarjali v času sprejemanja zakona. Zakon vsebuje tudi druge ustavno sporne omejitve izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki nasprotujejo javnemu interesu po zagotavljanju kakovostnih in dostopnih storitev, tudi kar zadeva upravljanje javno financirane zdravstvene dejavnosti. Po našem mnenju, in tako bi moralo biti, so za delovanje sistema enako pomembni javni zavodi kot tudi koncesionarji. Sprememba zakona pa nas vrača v socializem, ki je povsod po svetu propadel. Leve vlade, kot veste, imajo na vseh področjih težave s koncesionarji, čeprav ravno pri zakonu ministrica predloži primerjalne države, v katerih se število koncesionarjev povečuje. Če želimo stabilen in delujoč zdravstveni sistem, je potrebno zagotoviti, da Ustavno sodišče opravi presojo vseh ustavno spornih določb hkrati, ne pa posamično, kot bodo posamezni vlagatelji uspeli izkazati pravni interes za izpodbijanje konkretnih določb, ki jih neposredno zadeva. Namreč na Upravno sodišče je bilo že vloženih preko 500 tožb strani zainteresiranih posameznikov in Upravno sodišče je v teh tožbah opozorilo na neustavnost in podalo predlog Ustavnemu sodišču v presojo, ali je takšna ureditev, primer skrajšanja že podeljenih koncesij iz nedoločenega časa za obdobje do 15 let, skladna z Ustavo Republike Slovenije. V SDS in Novi Sloveniji smo prepričani, da bo Ustavno sodišče ugotovilo neustavno spornega zakona in zakonodajalcu, torej nam naložilo, da anomalijo odpravimo. Medtem pa nam pred očmi razpada zdravstveni sistem in samo upamo lahko, da bo nekoč za te slabe odločitve tudi kdo odgovarjal. Ima kdo kakšno vprašanje? Koliko je skupaj teh določb, ki izpodbijate? V bistvu je v večjih členih, tako da je težko reči, ker se čez cel zakon, naprimer, kaj je gospodarska ali gospodarska ali negospodarska dejavnost, tako da gre čez več, praktično je cel zakon problemno, vseh 47 členov. Še vprašanje? Ste podporo glede tega iskali že tudi v kakšnih drugih strankah, ali ste se samo še z Novo Slovenijo? Samo z Novo Slovenijo, ker SMC je podprl to, Desus je podprl, SD je podprl, tako da ne bi imel smisla, Čeprav popravljamo zdaj mnoge zakone, ki so jih en let nazaj sprejeli. Na njihovo pobudo, ki so ugotovili, da so slabi. Hvala. Hvala.